Pozdravljeni! Danes se bomo ukvarjali z vprašanjem, ki se bo zdelo mnogim izmed vas malce preuranjeno. Spraševali se bomo, koliko časa ima še Charles Leclerc v skuderiji Ferrari. Verjetno se marsikomu izmed vas sedaj zdi, da s takimi vprašanji rahlo pretirava. Namreč Charles Leclerc je morda po mnenju mnogih navdušencev komaj prišel v skuderijo Ferrari in pred njim je še dolga pot. Namreč uresničiti mora vse tiste obete, o katerih govorijo razni avtorji. In seveda pri teh obetih govorimo o zmagah in predvsem naslovih svetovnega prvaka. A po drugi strani bomo videli, da njegovi predhodniki so imeli na razpolago bistveno manj časa, čeprav so v skuderijo Ferrari prišli tudi z naslovi na svojem računu. Namreč, če pogledamo samo zadnja dva velika voznika skuderije Ferrari, bomo videli, da oba sta tu zdržala le 5 sezon. In seveda govorimo o Sebastianu Vettlu ter Fernandu Alonsu. In v teh 5 sezonah sta oba pokazala mnogo. In vkolikor primerjamo tisto s tem, kar je do sedaj pokazal Charles Leclerc, vidimo veliko razliko. Seveda, mnogi avtorji, mnogi novinarji v Leclerca polagajo vse svoje upe, ampak efektivno, kar smo videli na sami progi, je daleč od tistega, kar sta pokazala tako Vettel kot Alonso, čeprav ne enemu in ne drugemu s Ferrarijem ni uspelo osvojiti tako želenega naslova. A verjetno bo marsikdo izmed vas sedaj dejal, res, a treba se je zavedati dejstva, da Charles Leclerc je imel na razpolago bistveno slabše bolide kot Vettel in Alonso. A rad bi vas spomnil, da najmanj v sezoni 2014 in 2016 so pri Ferrariju napravili podpovprečen bolid glede standardov, na katere smo navajeni pri tej ekipi. In seveda priznam, da oba bolida sta bila bistveno boljša od tistega iz sezone 2020, seveda SF1000, a vseeno. In v sezoni 2024 bo Charles Leclerc začel svojo 5. sezono pri skuderiji. Kaj lahko pričakujemo seveda v tej sezoni? Da se bo kar naenkrat vse spremenilo ali kaj podobnega tistemu, kar smo videli v predhodnih letih. In tu bi vas rad spomnil še na neko zanimivost. Seveda, marsikdo izmed vas bo sedaj dejal, saj Michael Schumacher je bil pri skuderiji Ferrari bistveno več kot 5 sezon. A po drugi strani, v svojem 5. letu, ko je bil pri skuderiji, je osvojil naslov svetovnega prvaka. Govorimo o sezoni 2000. In predtem leta 1999 je imel enkratne obete, da bi lahko ta cilj dosegel že prej. A morda marsikdo izmed vas sedaj tvrdi, da pri sami skuderiji niso bili sposobni pripraviti primernega bolida, da bi se lahko Charles Leclerc dokazal. A Formula 1 kot kategorija motošporta je v bistvu taka panoga, ker je treba sodelovanje voznika, seveda celotne ekipe in konec koncev tudi tehničnega sredstva. Charles Leclerc je del ekipe in ukolikor na tej relaciji nekaj ne deluje, je najbolj enostavna rešitev seveda menjava.
enega ali drugega. Tu ne izpostavljam pravzaprav nobene prave smeri. A verjamem, da marsikoga izmed vas nisem prepričal. Namreč lahko je trditi, da tako Vettel kot Alonso in seveda Schumacher so imeli na razpolago bistveno boljše bolide skuderije Ferrari kot dosedaj Charles Leclerc. A verjetno marsikdo izmed vas se še spomni tega voznika. V prehodu med 80. in 90. leti prejšnjega stoletja je bil on tisti, na katerega so mnogi navdušenci polagali svoje upe. Sveda govorim o Jeanu Alesiju. Dosegel je samo eno zmago, čeprav so mu jih mnogi navijači privoščili več. In tudi naslova seveda ni osvojil. A v skuderiji Ferrari je preživel 5 sezon. Leta 2023 bo Charles Leclerc pri skuderiji začel svojo 5. sezono. In kaj lahko objektivno pričakujemo? Seveda vsi bi bili presenečeni, ukolikor bi začel serijsko zmagovati. Na začetku sezone 2022 je kazalo prav na tak scenarij, a v trenutku, ko je cirkus Formule 1 prišel v Evropo, so se zadeve začele kazati v bistveno drugačni luči. In po drugi strani menjave na vrhu same skuderije ne obetajo, da bomo sedaj v prihajajoči sezoni videli kakšen radikalen obrat. A vse se lahko zgodi. A zavedati se moramo še nekega dejstva. Charles Leclerc, kot vsi prisotni na štartnem razporedu, si želi postati svetovni prvak. In to s Ferrarijem, če je mogoče, ali pa s kakšno drugo ekipo. Nikjer ne piše, da se ga bodo pri Ferrariju naveličali. Lahko bo odnehal sam. A videli smo lahko, da tisto obdobje, kjer zdržijo vozniki pri skuderiji Ferrari, se tudi pri Charlesu Leclercu bliža k koncu. Kaj bo pokazala prihodnost, bomo seveda videli skupaj. Za enkrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.